Zakaj pravzaprav gre pri trajnostnem razvoju, ki ga imajo vsi polna usta, mi pa polna ušesa? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Poleg tega, da smo v posameznih epizodah novic spoznavali posamezne institucije in njihovo delo, smo obdelali tudi nekaj sicer zahtevnih pojmov, ki jih pogosto slišimo, malo redkeje pa jih tudi razumemo. Se še spomnite, zakaj pravzaprav gre pri solidarnosti in subsidiarnosti? Če ne, pobrskajte po preteklih novicah. Danes se bomo lotili še ene besede, ki jo slišimo skorajda vsak dan, razlaga zanjo pa je bolj neznanka kot kaj drugega. Pogosto se zdi, da je ne razumejo niti tisti, ki na tem področju delujejo. Gre za izraz trajnostni razvoj. Ideja se je prvič pojavila leta 1987 kot odgovor na naraščajoče socialne in okoljske izzive na globalni ravni. Globalizacija je prispevala k temu, da se razlike med revnimi in bogatimi vsakodnevno poglabljajo. Poleg tega pa so alarme prižgale tudi projekcije naraščajoče populacije. Postavilo se je vprašanje, kako bomo nahranili 9 milijard ljudi leta 2050. Kot medklic informacija, da na svetu trenutno živi več kot 7,7 milijarde ljudi. Kako naj bi torej vsakemu izmed 9 milijard prebivalcev planeta omogočili dostop do čiste pitne vode, zdravstvene oskrbe, izobrazbe in hkrati ohranili biodiverziteto in sprovedli ukrepe za obrambo pred podnebnimi spremembami? In ne nazadnje, kako bi zagotovili, da bi razvoj industrije omogočil napredek za vsakogar? Odgovor na vse te izzive se skriva v pojmu trajnostni razvoj. Svetovna komisija za okolje in razvoj ga je definirala takole. Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Trajnostni razvoj mora biti načrtovan tako, da vključuje spoštovanje narave in človeštva. Nahaja se tam, kjer se križajo oziroma zlijajo v eno gospodarska rast, družbena odgovornost in varstvo okolja. Trajnostni razvoj na ravni posameznega podjetja prinaša dodano vrednost. Kako? Proizvodnja nadgrajena na način, da se porabi manj energije in manj vode, je dobra tako za okolje, kot tudi za odhodke podjetja. Uporaba le tolikšne embalaže, kot je nujno potrebno, zmanjša porabo materiala in zmanjša stroške prevoza. Ukolikor podjetje namenja pozornost svojim zaposlenim in izboljša kvaliteto delovnega okolja in jim pomaga nadgraditi in razviti veščine, seveda vse to vpliva na pozitiven odnos do dela, iz česar pa izhaja tudi večje prizadevanje in posledično večja produktivnost in proizvajanje boljših produktov. Proizvajanje produktov, ki so cenovno dostopni tudi revnim, pomeni hkrati odpiranje novih trgov. Trajnostni razvoj torej zahteva vse in vsakogar. Več podjetij, kot bo to razumelo, večji bo vpliv na gospodarstvo, družbo in okolje. To pa tudi vodi k trajnostnemu uspehu. In kakšna je vloga politike pri tem? Se razume, ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj, tudi z vlaganjem v raziskave in razvoj, pri čemer ne sme pozabiti na človeške vire. A eno so ideje in načrti, drugo pa je implementiranje le-teh. In kdaj pa kdaj se moramo vprašati tudi, kakšen vpliv imajo naša lastna dejanja in ali so trajnostna?
Uporabljajte vire pametno in ne pozabite, boljši kot smo sami, boljši je svet okoli nas. Lepo se imejte in pazite nase.